Taborišče Šarvar na Mađarskem, to je v Železni županiji, je 100 km oddaljeno od Lendave. V taborišču so nas stražili mađarski vojaki, ki so bili samo okrog in se niso vmešavali v red v taborišču. V red ali pa nered v taborišču so povzročali razni notranji redari, kateri so si izmišljali razne načine za trpinčenje internirancev. Za nas otroke, to je oče rekel, torej še to moram reči, v taborišču je bilo tisti čas, ko smo mi prišli, že okrog 7000 Srbov. Oni so bili tam že od avgusta 41. leta. V taborišču so preživeli tisto hudo zimo, 41-42, bilo je veliko, jih je umrlo, predvsem seveda otrok in pa starejših. Zdaj, ko smo mi prišli, so v taborišče pripeljali dnevno okrog 40 litrov mleka. In mi smo lahko, tisti, ki smo pač bili toliko stari, izgleda, da je bila tu neka meja, da sem jaz še prišel v to kategorijo, po 2 deci, ali nekdo je rekel, da 2,5 deci mleka smo lahko dobili. Moja sestra, starejša, je hodila zjutraj čakati v vrsto, da je dobila. Potem pa je bila tam neka nedokončana zgradba, tam so ženske nalomile veje, ker so bile drevja, da so zakurile ogenj, da zavrejo mleko. Ti notranji redari, ki so jih prej omenil, so pa poskrbeli, da zagrenijo življenje in s palicami, čim so zagledali, da se gor pokadil ogenj, te ženske naganjali, mlatili, polili mleko, tako da smo ostali brez njega. No, potem so ženske postale bolj pozorne, pa so nastavili stražo drugi dan, ne? Tako da potem so pač pobegle, katera je pobegla, katera ni, tisto so pač dobili. To je bilo en način. Drugi način, zaprli so nas, to je še vedno poletna vročina, zaprli so nas v barake, v te stavbe in niso nas pustili ven. Sanitarije so bile zunaj. Notri je bila samo voda pri vhodu, notri so bile pipe, to je bila tovarniška hala in to so verjetno delavci, da so si umivali roke. To je bila nekoč tovarna svile. Tu so bili postavili, preprečili izhod iz barake in do vode, dostop do vode. To je trajalo po nekaj ur. Jaz zdaj ne morem točno reči, trajalo 2, ne, različno ni bilo vedno enako, ne. Mogoče 2, 3, 4 ure je to trajalo. Zakaj so to počeli, nihče ne ve. Ne, mislim, da tudi če bi koga vprašal takrat. Enostavno so se izživeli na ta način. Hrana. Hrana je bila, torej izgleda takole, da so, za taborišče je bilo vse dobro. Posebej, bom rekel, v torek smo imeli proseno kašo. Pesek je škrtal pod zobmi. V nedeljo smo imeli ohrovt, kelj. Pesek je škrtal pod zobmi. Imeli smo še ene protejene testenine tudi. Fižol je bil ob četrtkih, ta je bil še najbolj užiten. Žup, ampak se je dalo pojesti. Takrat in pozneje sem razmišljal, verjetno nihče ni namerno pesek mešal notri. Ampak bilo je to v skladiščih in vreče so se razsule, tudi miši so bile, tudi mišeki so bili vmes in to so pometli skupaj in to je bilo za nas. Jaz nisem, nekatere hrane nisem mogel jesti in mi je brat dajal denar, 2 filerja, da sem pojedel tisto hrano, koliko je bilo. Dokler smo še imeli nekaj, kar smo prinesli s sabo, dobro, tisto še nekaj je bilo, pozneje pa ne več. Nekega dne pride obvestilo, da lahko dajo starši otroke iz taborišča v rejo. V Bačko, toliko so vedeli, ne? Torej, zdaj lahko rečem na osnovi poznejšega znanja, ne? Pravzaprav to sem že takrat vedel. Srbska pravoslavna cerkev je začela akcijo za reševanje otrok.
Na naše reševanje, kot sem omenil, največ je otrok pomrlo, 370 jih imamo evidentiranih do 15. leta starosti, tam so na križi sedaj na pokopališčih. Med ljudmi, ki so še v času Avstro-Ogrske bili pod Madžarsko, Bačka je bila pod Madžarsko, tudi sedaj pod Madžarsko okupacijsko cono, so se med sebojno poznali. To je bilo 20-22 let razlike in eden iz Novega Sada, torej to je Srpska pravoslavna cerkev, je obvestil kolego Bajčija, Endre Bajčija Žilinskega, poslanca v madžarskem parlamentu, kaj se dogaja. To ni bilo samo, nismo samo mi bili pod vprašanjem. Že Srbi, ki so jih prejšnje leto, torej ki so bili tam, ki so bili glavne žrtve, in pomori, ki so jih opravili v Novem Sadu, Čurugu, Žablju, vse to je Bajči Žilinski, ki je bil poslanec v madžarskem parlamentu, napisal v memorandumu Hortiju. Prevod tega memoranduma imam doma. Ker je opisal vse te tegobe, ki jih povzročajo okupacijske oblasti in dosegel, da so zaupali Srpski pravoslavni cerkvi, da organizira reševanje otrok. Mi smo imeli to srečo, da smo prišli v tem času, ko je akcija že tekla. Tako da smo nekje meseca avgusta, omenil sem, da smo prišli tja, torej to je bil že 24. junij, da smo nekje meseca avgusta, ne vem pa zdaj točno kdaj, datuma, je bilo postavljeno vprašanje, kdo hoče dati otroke ven iz taborišča. Jaz sem bil v družini najmlajši, mama me je poklicala in je rekla, če ostaneš v taborišču, boš umrl. Jasno. Videl sem smrt, tudi tisti čas so umirali, ko smo tam bili, ne? Če hočeš ostati živ, potem se bomo pač ločili in potem jaz sem brez velikih težav sem soglašal, tako je to bilo vse v redu. Potem je pa dajala nauke, kako se moramo obnašati, vse take zadeve, koristne nekaj. Ena, ki mi ni bila koristna, ampak dobro, mogoče tudi, je bila, da ne smem spraševati dosti tistega, zakaj. Ne? No in dejansko, potem nekega petka so nas pobrali, dobili smo okrog vrata vrvice, na njih listke za nas seli, kam gremo. Na mojem je pisalo Stari Sivac, Sivac, mađarsko-slovenski, srpsko-mađarski. No, potem smo prišli na vagone, notri zopet živinski vagoni, ukrcali so nas, eden izmed naših, mi smo bili vsi štirje notri, ker smo bili vsi pod 15 let, je rekel, da nas je v vagonu 70. Nabiti smo bili tako, zopet živinski, tisto okence. Nismo dobili jesti, ja, še to moram reči, kaj bomo nesli s sabo, starši, ker smo imeli en dan, ali kaj prej smo vedeli, da gremo, ne? In so nam pa peke šarvarski, so nam spravili kruh, prešvercali, tako da smo tudi mi dobili eno štruco kilogramsko kruha, mene je bila kilogramska, mi 4, to je bila hrana, ki smo jo vzeli s seboj na pot.